Glejte, ko sem prej dejal, da je to že drugič, ko smo o tem govorili, naj vam preberem še, ne boste verjeli, iz marca 2015, se pravi leto in pol nazaj, sprejet sklep komisije. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo gradivo, ki ga je prejela na današnji seji, od gospoda Romana Leljaka predala organu Nacionalnega preiskovalnega urada NPU in ga naproša, da jo tekoče obvešča o svojih ukrepih in poteku preiskave. Generalna policijska uprava naj komisiji pojasni, kdaj je bila policija seznanjena z navedeno problematiko ter kako je policija ukrepala in če ni, kdaj in kako bo ukrepala. Nič se ni zgodilo. Jaz upam, da vsi tisti, ki so takrat zadevo blokirali, da vsi tisti, ki so potem sejo komisije, naslednje seje, ker smo jih imeli več, zapustili, to je bila celotna vladajoča koalicija, da imajo danes verjeti smok v grlu. Kajti vsi ti nosijo del odgovornosti za zločin, ki se je zgodil v Izoli. Naša skupna odgovornost pa je, da storimo vse, da se kaj takega ne bi več ponovilo. Da se torej neha s tem, da je to orožje z črnega trga, kamor je očitno prišlo iz izvora nekanje Udbe, kajti upam, da toliko 1+1 zna pa sešteti res vsakdo, in da se opravi ustrezna preiskava, sorazmerna s problemom, z nevarnostjo, ki jo to predstavlja. Ne samo orožje, ampak tudi ljudje, ki ga imajo, očitno protipravno. Kajti oni so takrat to dobili, tem nihče ni izdal dovoljen, verjetno ga večina tudi ni hotela prijaviti, in ko se sedaj nahaja nekje v nekem pravnem vakumu in predstavlja seveda očitno in trajno kršitev slovenske zakonodaje, ki je glede tega jasna in zelo ostra. In zato je to neukrepanje in celo posmeh, ki smo bili priča, toliko manj razumljiv. V luči zločina, ki se je zgodil v Izoli, pa mislim, da ni več potreben noben dodaten komentar. Jaz samo upam, da se bo zdaj stvar premaknila z mrtve točke, da se bo stvari nehalo zamegljevati in da se bo s problemom, ki ga v Sloveniji, tako kot v vseh ostalih državah nekdanjega realnega socializma, predstavlja tajna politična policija, njeni nekdanji sodelavci, njeno nekdanje orožje, začne enkrat resno soočati. In da nobena državna institucija ne bo nikdar več imela niti na kraju pameti, da bi to ščitila. Kajti v tem trenutku tudi ravnanje ob tej preiskavi, mislim, da zelo jasno kaže na to možnost. Da se je morda hotelo dati čas, da se nekatere stvari odstrani, zamigli, pospravi. Kot rečeno, da se je vsaj našlo tistega Thompsona, še enkrat pohvala policiji in pa lastniku stanovanja, ki je to preiskavo kljub sodniku omogočil. Ampak to ne bo nam za naprej. Če je kakršno bolj vprašanje, z veseljem odgovorim. Jaz bi bila Sandra, glede na to, da je v bistvu sodišče zavrnilo hišno preiskavo, so policisti vseeno prišli stanovanje in so na posteli našli Thompsona, ne? Imate, mora biti vi kakšne podatke, kaj bi lahko še bilo v stanovanju, so še kaj našli? Vete, jaz imam podatke, nimam zdaj celotnega poka s sabo. Vsi ti dokumenti, o katerih govorim, so bili predstavljeni na seji Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb. Vsi dokumenti so bili že posredovani, tako kot sem prebral, Nacionalnemu preiskovalnemu uradu, policiji, ima jih tožilstvo, vsi jih imajo. Ne? In tudi že prej so bili posredovani na pristojne institucije sa strani raziskovalca posebno. Ampak zgodilo se ni nič. In samo po teh lahko sklepamo jasno o obsegu, to je kakšen je ta obseg, ker gre za nabave, za dokumente, o izvršenem, za katere stvari gre, kako so bile obdelane, recimo, da je bilo z orožja odstranjeno vse oznake, zbrisani serijske številke in to na tak način, da jih potem bo možno, da so celo z rentgenom preverjali, da se ja ne bi videlo, zakaj gre. In da seveda potem imamo tudi verodostojne dokumente, zato smo še enkrat zaprosili tudi institucije in posameznike iz časa preloma prejšnjega režima, ko je Demos prevzel
oblast, da smo lahko verodostojno ugotovili, da nikdar nič od tega ni bilo predano organom Republike Slovenije, se pravi prvi vrsti policiji, kjer bi to moralo končati. Da gre pa za ogromne količine, pa priča recimo ta dogodek, pa še nekateri drugi dogodki, o katerih sem v preteklosti že govoril, ko so našli tone in tone eksplozivov, materijala, ki so po enem primeru celo po nesreči odprli enega od teh bunkerjev tudi na ozemlju Republike Slovenije. To je pa že precej let nazaj v Ukrajini. Tako da, ko gre za te stvari, treba vedeti, da gre to za trajno in veliko nevarnost. Še enkrat povem, ne samo zaradi samega orožja, ampak tudi in predvsem zato, ker z njim delajo ljudje, ki so bili šolani za zločin. Politična policija je zločine izvajala in je svoje ljudi šolala za to, da so bili zločinci in s tem so eden drugega kot v šahu držali in s tem so držali v šahu celotno prejšnji režim in zato so bili nedotakljivi. In nepojmljivo je, da 25 let po demokratizaciji Slovenije so očitno nekateri še vedno, če že nedotakljivi, pa vsaj pa da nekako tiho zaščito. In potem se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Treba bo enkrat za vselej dosledno uveljaviti ustavno načelo, da smo pred zakonom vsi enaki. V Sloveniji v tem trenutku več kot očitno žal nismo. Jaz bi še počela na vas karjerati. Amate vi kakšne dokaze, da je bil ta gospod dejansko na danes sodelavci, da to sklepate v bistvu iz tega orožja, iz te pištole, ki so našali? So bili objavljeni dokumenti, 2 dokumenta sta iz centralne evidence in pa tisti, ki je bil že preobjavljen in morate vedeti, da za te dokumente je po zadnji odločitvi Vrhovnega sodišča jasno, da so verodostojni. To se pravi, tukaj ni nobenega dvoma, da gre za to. Gospod Ilija, ki je že odvisila. Ja, objava je tudi zdaj v moji zadnji knjigi Špic službe 2, ker je išla pred 10 dnevi in je tudi sam naveden v tej knjigi za šifro 60 000, tako da je bil se pravi sestavni del te službe državne varnosti. Problem dokumentov orožja, mogoče se bomo še en podatek, v 70 letih je gospod Pavlin, ki je že pokojni, bil tisti, ki je izdajal največ orožja, tudi Doriču in tudi vsem ostalim na teh dokumentih je največkrat Pavlin tudi podpisan. Njegov sin danes vodi operativo v Sovi. Verjetno ni preveč zainteresiran, da bi se te dokumente razkrivali. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Če ni več, vsem hvala lepa za